Lep pozdrav vsem skupaj. Slovenija bo letos praznovala 20. obletnico svojega nastanka, svoje državnosti. Danes pa se spominjamo enega od dogodkov, ki je omogočil, da je Slovenija razglasila svojo neodvisnost in vzpostavila svojo lastno državnost. Kot je dejal že njen prvi predsednik, gre za 22. obletnico ustanovitve Slovenske demokratične zveze. Naslednje leto oziroma naslednji mesec bomo praznovali tudi 22. obletnico ustanovitve Socialdemokratske zveze Slovenije. Tako Socialdemokratska zveza Slovenije kot Slovenska demokratična zveza sta dve zgodovinski, pravni in politični predhodnici sedanje Slovenske demokratske stranke. In tako kot sta bili pred 22 leti, ko sta nastajali in kasneje, ko je nastal Demos, obe ti zvezi skupaj z drugimi strankami Demosa neko razvojno, intelektualno napredno jedro takratne slovenske politike, tako ima oziroma skuša igrati podobno vlogo danes tudi Slovenska demokratska stranka. Ampak najprej rečem nekaj o tem. Govorite dva stavka o tistih časih pred 22 leti, za katere danes še posebej med generacijami, ki tega niso neposredno doživele, vladajo nekakšno posplošeno vedenje ali pa včasih tudi povsem napačne predstave. Te napačne predstave se velikokrat odražajo v nekem prepričanju, kot da je v Sloveniji prišlo do neke velike otoplitve in demokratizacije in na tem humusu so potem šele nastale nove demokratične stranke in izpeljale volitve. Temu seveda ni bilo tako. Tajanje režima je šlo počasi. Slovenija tukaj ni bila zamudnica, kot se vidi iz tega, kar je povedal dr. Dimitrij Rupel in kar je razvidno tudi iz te kronologije, ki ste jo dobili. Je bila zamudnica pri tej pomladi narodov ali pa pomladi pred ponovno združitvijo Evrope. Bila je tako po datumih, kot tudi po sami vsebini teh pobud sopotnica, sokreatorka teh sprememb. Nekatere iniciative so v Sloveniji nastajale hkrati z iniciativami na Poljskem, kjer se je delno dejansko orala ledina svobode demokratičnega sindikalnega organiziranja in tudi prvih delno svobodnih volitev. V Sloveniji so se pobude za samostojnost, za demokratizacijo, za oblikovanje in uresničenje nekega modernega nacionalnega programa pojavile hkrati z pobudami za ustanovitev nove revije, ki je potem v 57. številki to tudi na teoretski ravni udejanjila. Prišlo je do tako imenovane pisateljske ustave, kjer so bili dejansko položeni temelji za to prvo republiko. Sedanja slovenska ustava oziroma slovenska ustava, ki je bila sprejeta potem decembra leta 1991, je v svojem bistvu povzetek ali pa gradivo, ki je nastalo na temelju tako imenovane pisateljske ustave. In ljudje, ki so kreirali ta dogajanja, so kasneje tudi odigrali ključno vlogo v pripravah na plebiscit, izvedbo plebiscita, osamosvojitev, obrambo Slovenije in v uspešnem boju za mednarodno priznanje. Ampak, da zelo ilustriram to dejstvo, da seveda ni prišlo kar do neke spremembe režima in da je to potem omogočilo ustanovitev novih demokratičnih strank, ampak da so ravno te ustanovitve in da so ravno ta dejanja, ki so našteta in tudi napisane v tej kronologiji, privedlo do te spremembe, ilustrira tudi zgodovina Slovenske demokratične zveze. Takrat, ko je bil ta ustanovni sestanek v Cankarjevem domu, je bil silen pritisk na to, da bi organizacija delovala znotraj takratne družbeno-politične krovne režimske organizacije Socialistične zveze
Bili so velikanski pritiski, da bi se nastanek teh novih strank iniciativ ukalupil v takratne obstoječe strukture, tako da je bilo vse skupaj obvladljivo. In kadar se seveda ni bilo, kadar je režim tukaj naletel na odpore, je tudi sam pokazal določeno stopnjo represije. Jaz sem bil takrat na kongresu izvoljen vodstvo Slovenske demokratične zveze, potem za podpredsednika Slovenske demokratične zveze, ampak to takratnim oblastem ni predstavljalo nič, morda kvečen dodatni motiv, da so me maja istega leta, se pravi 1989, poslali v zapor na Dob. In čeprav sem bil obsojen na leto in pol, kar je bila kazen, ki je omogočala služenje v vsaj delno odprtem tipu zapora, so me dali v najstrožji režim, v trakt z takrat najbolj razpitim slovenskim kriminalcem Metodom Tropcem. In kot pogoj za premestitev v odprti tip zapora si moral podpisati izjavo, da ne bom javno nastopil. Oziroma so mi ponudili v podpis izjavo, da se ne bom javno nastopil, ne glede na politično funkcijo, ki sem imel takrat Slovenske demokratične zveze. Teda so šli dogodki naprej, nastajale so tudi nove nadaljne demokratične zveze in teda režim je bil prisiljen se bolj popuščati. Ne zdrži pa ta teza, ki je danes nažalost najdemo tudi v kakšnih zgodovinskih učbenikih, pa v nekaterih knjižnih izdajah ljudi, ki so takrat nasprotovali tako demokratizaciji kot osamosvojitvi, zdaj pa pišejo knjige o tem obdobju, da je takratna edino dovoljena komunistična stranka pač se stopila z oblasti in ob tem se stopu dovolila tudi vse te postopke demokratizacije. Bil je zelo trd proces, pač nekateri so ga ali pa smo ga občudili tudi na lastni koži. Tudi mnogi vaši kolegi, ki so bili takrat v novinarskem poklicu, so morali tudi ob zapisih oziroma so ob zapisih, recimo z ustanovnega sestanka Slovenske demokratične zveze, doživljali cenzuro, spremenili so jim naslove, podnaslove, članke. Še dolgo časa nekako nismo uspeli, se spomnim, spraviti javnost, da je bil sploh še izvoljen v vodstvo Slovenske demokratične zveze. Neke takšne osnovne informacije so bile zanikane slovenske javnosti.